tokrat v občinskem informatorju. Šentiljska gostilna Meja nazaj v roke srbskemu podjetju. Kam po pomoč, če se zaradi izredne situacije znajdemo v psihološki, čustveni stiski. V Pesnici rastejo novi gradbeni in infrastrukturni projekti. Lokalno z vavčerjem na BKTV. Nov projekt v regiji, kolektivna blagovna znamka Naše najboljše. Mariborski satelit predvidoma v vesolje šele avgusta. Proslava ob dnevu državnosti na Ptuju. Lepo pozdravljeni. Turistična družba Putnik iz Srbiji je že dolgih 20 let bila sodni spor z zakoncema Weinhandel, ki obtožuje, da sta si protipravno prilastila znano gostilno Meja na starem mejnem prehodu z Avstrijo v Šentilju. Zgodba očitno počasi dobiva epilog, saj je bil objekt z odločitvijo sodišča vrnjen podjetju, ključavničar je zamenjal vse ključavnice, zakonca pa morata objekt do petka sprazniti in zapustiti. Čeprav je 53 let stara stavba že od vsega začetka v lasti Beograjske turistične agencije, sta zakonca gostilno ter nepremičnino po februarski odločitvi sodišča vse do zdaj nemoteno uporabljala. Nazadnje je bila ta sodba, prva sodba, ki je bila leta 2002, s katero je bilo odločeno, da sta zakonca Weinhandel dolžna prepustiti posest družbi Putnik to nepremičnino. Na to je prišlo do tega zapleta oziroma zakonca Weinhandel sta ponaredila listine in se na podlagi teh ponarejenih listin pisala v zemljiško knjigo kot lastnika. No, zdaj v tem postopku, ki je tekel od leta 2018, predmet tega postopka je bil ta vpis neveljaven v zemljiško knjigo, tako da sodba je postala pravnomočna februarja letos. Kljub vsem, zavlačevanjem se strani gospe Weinhandel in njenega odvetnika. Tako da, dočakali smo tudi ta dan, da lahko opravimo to izvršilno dejanje. Sodni izvršitelj je prišel izvršiti, kar mu je naložilo sodišče. Po dogovoru bo dolžnica sama izpraznila prostore, kot se je zavezala, in sicer do petka, to je 10.7. Kolikor ne bo resno pristopila k izpraznjevanju, bomo to opravili mi z angažiranjem delovne sile. Gre za večji logistični zalogaj, s praznevanjem pa so očitno že začeli. Mi smo v bistvu od februarja, ko je postala sodba pravnomočna, bi gospa Weinhandel je bila dolžna prostovoljno sprazniti to nepremičnino in jo prepustiti nam posest, tega ni storila. Tako da ta izvršba je bila potrebna, z naše strani izključno zaradi tega, ker gospa Weinhandel ni prostovoljno izpolnila obveznosti, ki je bila naložena z pravnomočno sodno odločbo. Tudi, v tem postopku in tudi v izvršilnem postopku smo bili deležni, ne vsakdanjih ugovorov strani dolžnice in njenega odvetnika. Upnik se ni strinjal z nadaljnjim odlogom izvršbe. Ne razumem teh ljudi in danes, ko smo prišli sem, oni še vedno to ne bi spraznili, oziroma so hoteli neki rok, da jim damo, da prostovoljno spraznijo. Tako da jaz sem vesel, da je prišel ta dan, da lahko lastniku vrnemo nepremičnino v posest. Zato je danes vse ključavnic na objektu ključavničar tudi že zamenjal. Zakonca komentarja na sodbo nista želela podati, prav tako se je brez izjave odpeljal njun odvetnik. Odvetnik družbe Putnik nam je dovolil snemanje v gostišču, a nas je Friedrich Weinhandel iz prostorov odslovil. Sodišče se je že dvakrat, o tem jasno odločilo, tudi gospod Weinhandel je bil obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin. Kot rečeno, ta nepremičnina je last družbe Putnik, ves čas bila in tudi sedaj je. Gospod in gospa sta protipravno okupirala to nepremičnino, jo uporabljala že od leta 1992, mislim. Leta 2007 sta ponaredila še listine in se na podlagi ponarejenih listin vpisala kot lastnika te nepremičnine.
Kaj me je pretreslo? Pretreslo me je to, da je to sploh možno pri nas. Jaz bom rekel, to je edinstven primer, kaj sem ga saj jaz doživel v svoji karieri, da nekdo tako vehementno ponaredi papirje, uporablja to kot svoje, noče iti ven, kljub vsem, bom rekel, pravnomočnim odločbam sodišča, kljub, evo zdaj imamo to pravnomočnemu sklepu o izvršbi. Objekt tik pred staro mejo v Šentilju naj bi tudi pod okriljem Beograjske turistične agencije še naprej služil v turistične namene. Glede na to, da se zdravstveno stanje v Sloveniji slabša, se pri marsikomu razvija tudi posebna skrb, kaj se bo še zgodilo. Ob tem pa se razvijajo tudi čustvene in psihološke stiske, povezane s še vedno dokaj neznano boleznijo in posledicami, pa tudi soočanjem, kaj se bo še zgodilo. Poglejmo, kam se lahko Mariborčani obrnejo po pomoč, ko sami več ne zmorejo bremen. Nekaj Mariborčanov smo povprašali, ali jih ob naraščajočem številu novih okuženih s koronavirusom skrbi za njihovo zdravje in ali bi poiskali tudi psihološko pomoč, da bi lažje prenesli stisko. Ne bi bilo strah, ampak malo zaskrbljujoče pa je, ne? Ker izgleda, da se bo malo res prišli se drugi val, ne? A sigurno, če bi občutil, da me kaj muči nenavadnega, da bi poiskal pomoč, brez skrbi. Jaz mislim, da če gremo v naravo, nam je najboljši psiholog, tako da samo poslušati treba sebe. Glede na dosedanje izkušnje pa v Mariborskem zdravstvenem domu pričakujejo, da se bo psihološka stiska marsikoga še stopnjevala. Vidimo, da prihajajo nove okužbe in ljudje so seveda nekoliko zbegani, obremenjeni z vsem tem. Pri nas v našem zavodu smatramo, da je dobro poskrbljeno za vse naše paciente. Tako pri nas deluje seveda dispanzer za psihohigieno, kamor se lahko ljudje obrnejo, prav tako v ambulante osebnega izbranega zdravnika, v sklopu katerih delujejo seveda referenčne ambulante z diplomiranimi medicinskimi sestrami, ki prav tako nudijo to vrsto obravnave, in pa imamo še dodano vrednost, to je naš center za krepitev zdravja z različnimi oblikami delavnic, ne nazadnje tako na področju psihološke podpore vsem občanom, ki si želijo seveda naše pomoči. Opažajo pa, da je vse več klicev za pomoč, saj se nekateri ne znajdejo sami in iščejo pomoč ter se ne naročajo na ostale preglede. Ljudje več ne vedo, kako in kaj, nekateri so v stiski, ker nekako ne sprejmejo dejstva, da se morajo nekih navodil držati, in ker teh navodil ne upoštevajo, obstajajo pred vrati naših zdravstvenih postaj. V tem smislu bi še enkrat naprosil, naj se ljudje držijo tistega naročanja po telefonu, hkrati naj prihajajo v obravnavo. Šele 5 minut pred samo obravnavo dobimo klice, zakaj ne spuščamo ljudi v ambulante. Predvsem je to iz razloga, da zaščitimo tako paciente, kot seveda tudi naše zaposlene. Vsekakor pa na počutje ljudi vpliva tudi negotovo finančno stanje, ki se pojavlja kot ena izmed posledic epidemije. Absolutno se že čutijo posledice tega koronavirusa in vse to skupaj vpliva na zdravje ljudi, zato še enkrat vsem na svet, obrnite se na naš zavod, obrnite se na ambulante osebnega zdravnika, obrnite se na center za krepitev zdravja, ki organizira tako individualne kot tudi skupne delavnice. Zdaj v tem času imamo seveda jih tudi preko nadaljavo, preko Skypa in imamo vse vrste organizirane pomoči, tako da bo prav gotovo se nekaj našlo za vse naše paciente. Ne nazadnje pa so zdaj časi, ko je lahko dovolj že en sam pogovor s strokovnjakom, da nas umiri, ali pa več terapij, s katerimi se človek spet lahko postavi na svoje noge. V občini Pesnica je več cest še neasfaltiranih. Zadnji projekti pa kažejo, da se bo to kmalu spremenilo. Med drugim po fazah urejajo cesto do Šentilja, poskrbeli pa bodo tudi za kolesarje. Tako z urejanjem kolesarskih poti po vsej občini, kot tudi za najmlajše kolesarje, ki se bodo vožnje s kolesom lahko učili v centru Pernice. Poseben projekt urejanja in asfaltiranja cest v občini Pesnica je cesta iz Jarenine proti Šentilju. Prva faza je že bila narejena v prejšnjem mandatu, druga faza, ki je bila najzahtevnejša, je bila skozi center središča Jarenine in sedaj tretja faza
poteka od tako imenovane kmetije Knupleš do Jardinskega dvora oziroma bolj znanega kot Veripaks. V naslednjih letih pa potem tudi do Šentilja. Projektirajo pa tudi kolesarske poti, ki bodo imele povezavo z drugimi občinami. V tej fazi za našo občino bo potekalo kar več kolesarskih poti. Ena je od Šentilja do Pesnice in kasneje naprej proti Mariboru, druga je od Pesnice do Lenarta in tretja je od Šentilja do Perniškega jezera, potem v drugo občino Jurij in iz Jurija do Lenarta. In v tej fazi imamo že tudi predpogodbe za vsa zemljišča, za ostale pa smo še v fazi projektiranja. Kolikšna bo tu investicija občina sama daje ali glede na to, da je državni projekt, bi verjetno tudi... Državni projekt je, dobimo velik del sofinanciran, vendar pa moramo zagotoviti okrog 600 000 evrov lastnih sredstev, ki jih že imamo namenjenih v proračunu, vendar menim, da bo to komaj v naslednjem letu in potem v letu 2022 tudi končano. V Pernici pa bodo uredili tudi park koles ali kolopark. V centru Pernice se dela tako imenovani Šmarješki park koles. Gre za en park v središču Pernice, kjer se bodo otroci lahko naučili prvih bi rekel, voženj s kolesi. In tudi tam bo potekala priprava na kolesarski izpit. Kot veste, danes s kolesom in z otroki gre precej za nevarno zadevo vožnje po cestah. Otroci se več ne radi vozijo in tudi zato želimo spodbujati kolesarske povezave v naši občini in tudi tiste prve korake učenja, pravzaprav, da se otroci naučijo v enem varnem okolju voziti s kolesom. Zraven bo tudi pitnik, ena taka multifunkcionalna klop, kjer se bo lahko napolnili elektronski aparati. Hkrati pa zraven želimo narediti tudi polnilnico za električne avtomobile in seveda hortikulturno ustrezno zasaditi središče Pernice. Tam bo tudi informativna tabla, ki bo turistom in drugim pokazala ne samo, kaj zanimivega se dogaja v tej občini, ampak tudi v sosednjih. Mi sodelujemo z večjimi občinami, z vsemi našimi sosednjimi občinami na področju turizma, kajti veste, da turizem ne pozna meja in tudi zaradi tega si želimo, da ko turist pride, da vsaj nekaj časa v naši občini ostane, vsaj tisti dan in da mu je prijetno, imamo mu kaj za pokazati, predvsem pa tudi dobro je razvito vinarstvo in ostala kulinarika, tako da menim, da turisti za potem novem koronavirusu oziroma si ne bodo več želeli masovno hoditi v kraje, kot so pač naši turistični kraji, ampak da bomo tudi mi manjši kraji prišli na svoj račun in da bodo videli mogoče lepote Slovenskih goric, lepote Kozjaka na eni strani, Pohorja, Drave, reke Drave, na severu reke Mure in tukaj menim, da so še veliki potenciali in priložnosti za turizem. In prav urejene ceste in druga infrastruktura so tudi pomemben del tega. Tokrat smo obiskali turistično kmetijo Puklavec. Njihova glavna panoga je vinogradništvo, v ponudbi pa imajo vina za vsak okus. Njihova vinska hiša je odlično izhodišče za pohod po vinskih cestah. Za vas po naročilu pripravijo odlična kosila ali večerje, imajo pa tudi 22 ležišč in vse lepo povabijo, da koristijo svoj turistični bon pri njih. Lepo pozdravljeni, danes smo na vinski cesti Jeruzalem in z nami je Blaž Puklavec, ki nam bo več povedal o njihovi turistični kmetiji in lokaciji ter zakaj vabijo Slovence, da preživijo svoj dopustniški čas ravno tukaj. Lepo pozdravljeni. Ja, pozdravljeni. Torej, kaj ponujate slovenskemu turistu, ki bi želel čas preživeti pri vas? Ja, gledajte, mi pač ponujamo, dejansko smo kot vinska hiša, naša turistična kmetija, tako da prva, seveda, tista glavna panoga je vinogradništvo. Pridelujemo kar nekaj različnih vin, naša avtohtona sorta je šipon, potem so tu razni sauvignoни, laški rizlingi, potem tudi imamo eno rdečo sorto, to je modri pinot. Za ljubitelje kakšnih aromatičnih vin so muškati, tako da to je seveda kot naša glavna dejavnost. Zraven tega seveda spada kulinarika. Zraven kulinarike tudi
se treba tudi včasih spočiti, zato tudi ponujamo naše nastanitvene kapacitete z 9 sobami. Tako da vsi, ki se odločijo, so dobrodošli na naši kmetiji. Koliko pravzaprav je pa postelj in je možnost dobiti zajtrk? Ja, dejansko 22 ležišč je vsega skupaj. Ponujamo nočitev z zajtrkom ali pa nočitev tudi kot polpenzon. Tako da vse po želji gosta nas pokličejo, naredijo rezervacijo, tako da vse se prilagodimo do gosta in vse se dogovorimo. Kje se pravzaprav točno nahajamo? Kaj lahko si gost tu doživi pravzaprav, če se odloči pa več dni biti pri vas? Ja, mi smo dejansko, to je kot Prlekija. Predvsem Vinska cesta ponuja doživetje, kaj se tiče vinskega doživetja, ljubitelji vina, ki hoče spoznavati to našo okolico z različnimi vini. Potem pa se lahko tudi kam drugam odpeljejo proti Prekmurju. Razne tudi terme so v bližini, Banovci, potem bioterme. Imamo tudi en skupni prospekt, kjer so ponudniki vsi notri, tako da, gledajte, je kar nekaj za doživeti, ali so to tudi lahko zelo zanimivo kolesarjenje, pohodništvo, tako da vse se da. Se verjetno izpad dohodka, glede na to, da je bil koronavirus prisoten oziroma epidemija razglašena, kar pozna. Ni bilo ne tujih gostov, ne Slovencev, pravzaprav ste imeli zaprta vrata. Tako je, mi smo imeli zaprta vrata, moram reči, kot prvo je bilo mrtva sezona, to je bila zimska sezona, potem bi se vse skupaj odprlo, je prišel ta virus kot vse posod po svetu. Tako da ja, izpad je. Danes moram reči, da je zaživelo zelo dobro nazaj. In seveda vabljeni vsi turisti, vabljeni vsi domačini, vabljeni vsi v našo hišo. Konec koncev ste tudi zelo blizu meje Hrvaška, Avstrija, vsi ti turisti so verjetno tudi precejšen odstotek ljudi, ki pridejo sem. Ja, jaz moram reči, da smo mi predvsem imeli 90% tujih gostov, predvsem Evropejcev. Seveda blizu Avstrije smo, Avstrijci so seveda tudi naši stalni gosti tukaj, ampak gledajte, vse bo prišlo enkrat nazaj. Torej, najlepša hvala za to odlično predstavitev in jaz upam, da bo letos tu veliko gostov. Ja, mi tudi. Vabljeni vsi in hvala tudi vam za vaš obisk v naši hiši. Zavod za turizem Maribor Pohorje je predstavil nov projekt vzpostavitve kolektivne blagovne znamke Naše najboljše, s katerim si bodo prizadevali za visoko in celovito usklajeno kakovost gastronomske in z njo povezane ponudbe. Kolektivna blagovna znamka Naše najboljše povezuje Maribor z Dravsko dolino in Dravskim poljem, Pohorje in Kozjak ter Slovenske Gorice. Z modelom razvoja lokalnega okolja v okviru kolektivne blagovne znamke Naše najboljše se bo vplivalo na rast kakovosti celovite ponudbe, povezovanja ponudnikov, razvoj novih in povezanih izdelkov in storitev ter udejanjanje poslovnih idej. Celovito trženje certificirane ponudbe s kolektivno blagovno znamko Naše najboljše bo usklajeno s trženjem destinacije kot celote, ki ga vodi Zavod za turizem Maribor Pohorje. Kot vemo, smo Mariborčani Štajerci zelo gostoljubni ljudje in kadarkoli nekoga sprejmemo, ali turista ali domačina, ponudimo nekaj naše najboljšega. In v bistvu smo čisto osebno izhajali iz tega, kar bomo v bistvu sporočali skozi izdelke, skozi storitve v prihodnje, da bomo ponudili resnično naše najboljše. In za ta certifikat se bo seveda potrebno potruditi, bodo strogo zapisani kriteriji, ki jih bodo vsak posameznik moral doseči in na podlagi tega prejetega certifikata bo potem tudi zajeto strani Zavoda za turizem Maribor Pohorje v prihodnje tudi trženje, pomeni promocijske aktivnosti. Da je del tega tudi Maribor, ki si sicer zasluži svojo blagovno znamko, je vesel mariborski župan, ki je poudaril tudi povezovalno vlogo kolektivne blagovne znamke Naše najboljše. Maribor si želi in dela na odličnosti v vseh smereh in mislim, da je ta vzpostavitev sistema podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke eden izmed gradnikov te velike zgodbe, ki bo pomagal to regijo narediti boljšo, bolj prepoznavno in upam, da bo motiviral tako proizvajalce, pridelovalce, kot potem v končni fazi tudi kupce, ki bodo to znali ceniti in te produkte tudi z veseljem
kupovati. Glede na naravne danosti, ki jih imamo in pogoje, kje živimo, mislim, da je skrajni čas, da se tudi tovrstnih stvari lotevamo, čeprav si želim, da bi v čim krajšem času vzpostavili tudi eno blagovno znamko Maribor, ki bi nas nagovarjala na čustveni ravni, kar nas danes po moje premalo. Se pravi, da bi, ko izgovorimo teh 7 nam najdražjih črk v tem vrstnem redu Maribor, vedeli približno, kaj za tem stoji. Da se Maribor kot mesto in kot središče regije vključuje v kolektivno blagovno znamko, pa je po besedah Janeza Bogataja pomembno z več vidikov. Mislim, da je to zelo pomembno dejanje iz večjih zornih kotov. Predvsem, ker v razvoju gastronomije v svetu in tudi turizma danes prav te kolektivne blagovne znamke stopajo v ospredje. Vedno bolj se poudarja lokalno in regionalno, na vse zadnje je tudi cela Evropska unija tako sestavljena, ali pa naj bi bila. No in seveda poleg tega se močno poudarja tudi 4-letne čase, potem lokalne pridelovalce, izdelovalce in tako naprej. Logistiko bo izvajala zadruga Dobrina. Gre za prenos produktov od predelovalcev in izdelovalcev do potrošnikov. Tako bo vzpostavljena kratka oskrbna veriga in poenostavljena logistika do gostincev, javnih ustanov, prodajaln z lokalno ponudbo ter končnih potrošnikov. Izstrelitev rakete Vega z mariborskim satelitom Trisat so preložili na 17. avgust, ko naj bi bile vremenske razmere nad izstreliščem francoski Gvajani bolj ugodne, so pred dnevi sporočili iz podjetja Ariane Space. Raketo bi morali po prvotnih načrtih izstreliti že septembra lani, a so jo zaradi spodletele izstrelitve rakete Vega julija lani preložili. Nato so izstrelitev načrtovali letos marca. Ta načrt je padel v vodo zaradi pandemije koronavirusa. V zadnjem mesecu pa so izstrelitev onemogočali močni višinski vetrovi. Očitno je Ariane Space tokrat izjemno pozorna na uspeh tega leta. Moramo vedeti, da smo tudi tokrat, tudi to noč nekako držali pesti po celem svetu. V naši skupini, ki je del teh nanosatelitov, je okoli 22 ekip. In ja, pač tokrat smo tudi zraven vseh, torej celotnega sveta bili tudi Slovenci, kar je seveda nek ponos na konec koncev, ampak žal tudi tokrat vremenske razmere niso dovoljevale. Namreč, kot že rečeno, zaradi prejšnje nesreče so očitno izjemno pazljivi tudi tokrat in vetrovi so pihali proti celini, kar pomeni obstaja nevarnost, da ob nesreči deli rakete padejo tudi na celino. Vmesni čas bodo izkoristili za ponovno pripravo rakete in 53 satelitov, ki so na njenem krovu na izstrelitev. Med drugim bodo napolnili baterije. Tako da je stvar zdaj predvsem na tem, v kakšnem stanju so ostali sateliti. Zaenkrat vemo, da naš sosed Simba je v precej slabem stanju, zdaj kolikor bo prišlo do tega, da se bo naš izmetnik, torej naš quadpack odpiral, zaradi sosedov bomo najverjetneje tudi mi priskočili z polnjenjem. Večja opravila na nanosatelitu Trisat ne bodo potrebna in pa premikanje datuma za izstrelitev povzroča nekaj drugih preglavic. Pa tu jaz mislim, da ne rabimo biti več kaj dosti optimistični. Trenutno nam pač premaknitev poleta povzroča preglavice pri ostalih projektih. Namreč trenutno se je tudi naš Trisat-R, ki je naslednji satelit, prestavil za nekaj mesecev, torej polet Trisat-R je bil načrtovan v juliju, zdaj je načrtovan v konc tega leta, tako da satelit moramo oddati konec novembra, oziroma oktobra, konec oktobra. Tako da to nam zdaj pač nekako zavlačuje ostale projekte, tako da je ekipa pač malo bolj ažurna, pa še to je, da smo v poletnih mesecih, kar pomeni, da nam to otežuje tudi dopuste in podobne akcije. Načrtovana izstrelitev sicer ni prelomna samo za slovensko znanost, ampak tudi za evropsko, saj bo prvič na evropski raketi v vesolje poletelo toliko malih satelitov naenkrat.
Ob dnevu državnosti se spominjamo 25. junija 1991, ko je Slovenija postala neodvisna. Večer pred slovenskim državnim praznikom so na mestni tržnici pripravili osrednjo slovesnost v mestni občini Ptuj s pestrim kulturnim programom. Utrip proslave pa v prispevku. Živi naj si narodi, ki hrepenelo čaka dan, na koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Na prireditvi je spregovorila ptujska županja Nuška Gajšček, ki je v govoru najprej izpostavila lepote in posebnosti Slovenije, nato pa je dodala pomembno vlogo vsakega državljana. Življenje nas je prisililo, da smo za trenutek obstali. Dobili smo novo priložnost, da se poenotimo in stopimo skupaj. Pokazali smo, da to še vedno znamo in zmoremo. Dokazali smo, da le združeni uspemo iziti iz še tako težkih situacij in prebroditi še tako krizne čase. A žal, ta občutek enotnosti in povezanosti ne traja dolgo. Že naslednji trenutek se razblini kot milni mehurček. Spet stojimo vsak na svojem bregu in kričimo. A se ne slišimo, se ne razumemo. Med nami se ustvarja prepad. Drug drugega dajemo v nič in obsojamo. Obsojamo uspeh, drugačen pogled, obsojamo različnost. A ravno različnost je ta, ki jo potrebujemo. Potrebujemo razumevanje, kompromis, ravnovesje, ki ga lahko ustvarimo le skupaj. Proslavo je napisala in režirala Branka Bezeljak. Manjkalo ni ne glasbe, ne plesa. S slovesnostjo so vsi skupaj počastili in proslavili 29 let državne neodvisnosti. Nekdo je nekoč nekje zapisal: Slovenija, moja dežela. Ta slogan, ki se je močno ukoreninil in nas spremlja še danes, simbolizira vse, kar je dobrega. Je simbol uspešne dežele, dežele naprednih ljudi. Tudi v težkih trenutkih preteklih mesecev nas je opogumljal in bodril. Moč njegove sporočilnosti je izjemna. Še po tolikih letih nas vsakič znova spomni, zakaj smo in moramo biti ponosni na svojo državo in njene ljudi. Najdemo torej morda že nekoliko pozabljeno zavedanje. Ne vaša, ne njihova, temveč naša, skupna dežela. Spoštovani, življenje je eno samo. Odločitev, kako ga bomo živeli, je samo naša. Izberimo z ljubeznijo. Vse najboljše, Slovenija! Na proslavi na mestni tržnici so nastopajoči dokazali, da za kulturo ni starostne omejitve. Poglejmo si še izjavo Aleksandra Jusa o trenutnem zdravstvenem stanju zdravstvenih delavcev v Mariboru. Zadnje novice so take, da smo že zdaj praktično tretji dan brez nove okužbe v naši organizacijski enoti. Za včeraj imamo podatek, da smo testirali 7 naših zaposlenih, vsi testi so negativni. Z testiranjem nadaljujemo tudi danes. Torej četrtek in petek bomo pa testirali še enkrat praktično celotno organizacijsko enoto in seveda si želim, da so vsi rezultati negativni, tako da bomo lahko pozitivno razmišljali naprej. Vsak četrtek do konca meseca poteka serija popoldanskih kolesarskih vodstev po Mariboru. Jutrišnje kolesarske poti so namenjene 15 spomenikom, ki so po pričevalni in likovni plati najpomembnejši. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep večer in nasvidenje.